Drage gledalke in gledalci, na območju Gori oziroma občine Gori se skrivajo sledi, ki segajo tisočletja nazaj, v čas kamene dobe. Med gozdovi, polji in obvodnih viri so prazgodovinski ljudje pustili sledi, tihe dokaze svojega bivanja. Z raziskovalcem Pavlom Jamnikom bomo odkrivali, kaj nam ti kamni pripovedujejo o življenju prvih prebivalcev tega prostora. Pavel Jamnik je univerzitetni diplomirani politolog, lep pozdrav. Dobar dan. Ja, obramboslovec, dolgoletni kriminalist in nepoklicni arheolog. Več kot 3 desetletja je deloval v kriminalistični policiji, tudi kot pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije ter vodil preiskave povojnih pobojev in delo na prikritih grobiščih. Drži? Drži. Ob tem se od leta 1981 posveča raziskovanju kamene dobe in jamski arheologiji. Odkril je številna paleolitska najdišča, med njimi Jamnikov spodmol, ter pomembno prispeval k razvoju forenzične arheologije v Sloveniji. Skratka, še enkrat lep pozdrav. Lep pozdrav. Gospod Jamnik, kje se nahajava? Ja, trenutno se nahajava pod mogočnim previsom tako imenovane Polšiške ali kot pravijo v Gorjah domačini Poglejske cerkve. To je naraven previs, pod katerim so se pred veliko let, torej 12.600 let pred našim štetjem, to bo kasneje povedala, kako se do take letnice pride, so se zadrževali oziroma nekaj časa verjetno tudi živeli takratni kamenodobni ljudje. Gorjani takratni. Takratni Gorjani, ja, mogoče zato, ker snemamo te prispevke za občino Gorje, je pomembno, da poudarjava, da so to ne samo prvi Gorjani, ampak to so tudi najstarejše najdbe iz časa kamene dobe na Zgornjem Gorenjskem, kar pomeni, da se Gorjanci lahko štejejo kot za ene prvih prebivalcev Gorenjske. To malo v šali, ampak kakorkoli. Ostanki iz časa kamene dobe. Kaj pravzaprav pomeni ostanki iz časa kamene dobe? To so majhni kamenčki, do nekaj centimetrov veliki, manjši kot 1 centimeter. Imate nekaj seboj tega, kar ste našli? Ja, bova pogledala. Če malo date v roke. Imate škatlici za filme, ne? Ja, to je sicer iz neke druge lokacije, ampak samo toliko, da dobijo gledalci občutek, o kakšnih stvareh se pogovarjamo. Zelo majhno. Zelo majhno. In to je konkretno recimo? To je klinica iz kremena, iz roženca. In s takim orodjem so ljudje, takrat niso poznali še izdelave lončenine, edino orodje, ki so ga imeli in orožje, se pravi, je bil kamen, ki so ga znali na tak način odbijati od večjega kosa, da so nastale oblike, ki so jih lahko uporabljali za nasajanje na palice ali na rogove, in to jim je potem služilo tako za lov, kot za vsakdanjo uporabo pri pripravi hrane, strojenju kož, odiranju živali, pač tako domnevamo. A imate še kakšen primer tukaj? Ja, še en. Dajva tega, da nam ne pade na tla. Ja, dajva tega nazaj. Sem, notri. Tako, ja. In pa pokaževa tega. Ja. To je izjemno majhno, to je centimeter. To je nekaj več kot centimeter in popolnoma identični iz istega časa je tudi kamnito orodje. Vidite tukaj, če se bo videlo. Bomo približali potem. So vsi robovi zelo natančno obdelani, to se imenuje retuširani. Take koščke so potem ljudje upeli v palice, s tem so dobili nevarno orožje oziroma tako imenovane zalusti so nastale, zaradi katerih je, če so zadeli žival, ta palica ostala v trupu, se ni staknila.
Tako da iz tega se, kljub temu, da človek misli, da je to samo majhen, nezanimiv kamenček, pa se iz takih kamnov da potegniti kar nekaj zanimivih podatkov o takratnem življenju ljudi. Pa če se vrneva nekoliko na izhodišče te najne razlage o življenju v tistem času, se pravi, nahajamo se v času približno 13.000–12.600 let pred našim štetjem. To pomeni, ledena doba se je že skoraj končala, to se imenuje obdobje pozne ledene dobe. Ledeniki, ki so prej pokrivali območje gori in so pridrseli iz Radovne, iz Pokluške strani. Tu so ostanki še teh ledenikov. Danes vidimo, ker od tukaj je res lep pogled na celotne gorje, danes vidimo te grape potokov, terase, ki so jih oblikovale vode izpod ledenikov, morene, ki so jih odlagali ledeniki, ker ledeniki pri drsenju skozi pokrajino na eni strani z vodo, ki teče izpod ledenikov, spodjedajo in odnašajo prejšnje sedimente, na drugi strani pa odlagajo, predvsem takrat, ko se začne faza taljenja, odlagajo ob robovih in pred sabo in pod sabo tako imenovane morene. To je kamnito gradivo, ki so ga zajeli ledeniki med drsenjem po pokrajini. Na podlagi teh moren, teras, lahko lepo rekonstruiramo potek tega ledenika, iz morebitnih najdb znotraj teh teras, to se pravi fosilnih najdb, pelodnih analiz, se da ugotavljati čas, kdaj se je to dogajalo. Kako se ugotavlja ta čas? Ja, ta čas se ugotavlja tudi glede teh ostankov prazgodovinskega človeka. Tako. Ta čas se ugotavlja potem, da se na primer s pelodnimi analizami, se pravi z iskanjem peloda v teh sedimentih, se ugotavlja, katere posamezne rastlinske vrste so v tistem obdobju uspevale. Iz tega vemo, da je že v tem obdobju, se pravi 12.600 let, približno v tem času, na tem območju uspevala breza. Redko drevje, se pravi, ni bila več, to ni bila popolnoma gola pokrajina, ni bil pa še razvit gozd. In v tem času so se pojavili na tem predelu ljudje, ki so očitno našli oziroma videli ta impozanten previs in so ga uporabili kot neke vrste zavetje pred naravnimi pogoji, ki so takrat veljali, in se vsaj nekaj časa zadrževali v tem previsu. Kaj so v njem počeli? Na podlagi izkopavanja, ki jih je vodil dr. Mitja Brodar od leta 65 do 68, je bilo poleg ostanka kamenega orodja, takega kot sva gledala prej, odkrito tudi precejšnje število fosilnih kosti živali. Po določitvi, katerim vrstam so te živali pripadale, se da ugotoviti prvič, katere živali so v tej pokrajini v tem času živele, in pa po drugi strani, kaj so ljudje jedli, kaj so lovili. In najbolj pogosta zastopana žival, ki je bila odkrita na tem najdišču, je alpski svizec. Veliko več kot pol kostnih ostankov pripada alpskemu svizcu. In ti ostanki, njihovi fosili se najdejo na območju občine Gori ali ne? Ja. Kje? Te fosilni ostanki alpskega svizca so poleg najdišča v Polšiški cerkvi, za katere se domneva... To je ta podmol? To je ta previs, za katerega se domneva, da so jih nekaj ulovili ljudje. Nekaj teh sviščevih ostankov je verjetno tudi posledica njihove naravne prisotnosti, kadar ni bilo ljudi, so svizci uporabljali tudi take previse za kopanje svojih rovov.
Imamo pa na območju gori prav značilno iz tega obdobja še 8 drugih najdišč alpskega svizca. Kar pomeni, da je bilo v tem obdobju približno, se pravi, od 13 tisoč pred našim štetjem, pa nekako do 7-8 tisoč pred našim štetjem, na tem območju prisotna velika populacija alpskega svizca, ki se je pa kasneje, ko se je podnebje toliko toplilo, da je bilo za alpske svizce že pretoplo, so se pa pomikali vedno više v sredogorje in so na koncu pristali tam, kjer so danes, se pravi okoli 1000 metrov in še više. Zdaj ste rekli, da je 7 nahajališč v občini Gorje, teh ostankov fosilnih svizcev. A so še kakšni drugi ostanki, kjer so pa ostanki človekovih stvari, ali je izključno tale Podmol? Poleg Polšiške cerkve, prej sva še pozabila povedati, omenila sva alpske svizce, nisva povedala, katere še druge živali so našli ob izkopavanju. To je še posebej zanimivo, ker težko si ljudje v gorjah predstavljajo, da bojo te živali, da so bile te živali, ki jih bo naštela, včasih del gorjanske pokrajine. Med drugim bizon, orjaški jelen, severni jelen, orjaški jelen, naprimer, to je imel več metrov veliko rogovje. Potem hrčki kot naravno prisotna živalska vrsta, volkovi. Vse to so fosilni ostanki, ki so bili odkriti v tem spodmolu, v tem previsu in ki kažejo, kakšna je bila včasih pokrajina na območju gori. Zdaj pa, če se vrneva k vašemu vprašanju, če je bilo še kje na področju gori najden, če so bili še kje najdeni ostanki iz časa kamene dobe. Kot sva rekla, najstarejši ostanki na Zgornjem Gorenjskem so prav iz tega previsa Poglejska cerkev. Potem je pa minilo nekaj tisoč let, to so res časovna... Nepredstavljivo skoraj. Za nas nepredstavljivo. Približno 4, 5, 6 tisoč let. To se pravi, to je 3-krat toliko časa, kot je naprimer od nas do Rimljanov. Se pravi, je minilo približno 6000 let in takrat se ponovno pojavijo sledovi ljudi v tej pokrajini. Ta čas... No, ampak ta zadeva tukaj je dejansko spada v prazgodovino, v kameno dobo. Ja, to spada... Ostalo pa mnogo kasneje. Ja, kameno dobo delimo na staro kameno dobo, srednjo in pa mlajšo kameno dobo. Najdbe iz Poglejske cerkve, Polšiške cerkve, spadajo še v tako imenovano mlajše obdobje stare kamene dobe. Različna časovna obdobja imajo različne te kulturne vzorce, ki so poimenovani pač po nekih najdiščih. In kulturna stopnja, ki pripadajo najdbe iz Poglejske cerkve, je tako imenovana epigravetenska kultura. Potem pa, kot sva rekla, je čas tekel, čez približno 5-6 tisoč let je že konec stare kamene dobe in se pojavi srednja kamena doba, tako imenovani mezolitik. V mezolitiku poznamo dve različni kulturi, pa bova potem povedala, na podlagi česa se določa ta kultura. No in v tem času, v mezolitiku, se ponovno pojavijo na območju gori oziroma širšega območja posamezne najdbe, ki zgolj dokazujejo, ker to gre za 1-2 primerka takega kamnitega orodja, ki zgolj prikazujejo prisotnost ljudi na tem območju. Take najdbe so bile najdene v Sebenjah, v Podhomu, nekaj v Zasipu. Ena od pomembnejših najdb je pa na prehodu iz, se pravi, gorjanskega območja proti Gornjesavski dolini v dolini Poljana,
To je pa ta tako imenovani Jamnikov spodmol, imenovan po vas. Takrat ga je dr. Brodar, ki je v njem izkopaval, ga je nekako v zahvalo, ker sem pač te stvari, ki so bile noter najdene, ki sem obvestil inštitucije in je potem on lahko izvajal te raziskave. V tem Jamnikovem spodmolu je bila najdena poleg nekaj teh primerov kamnitega orodja tudi ena zelo nenavaden koščen izdelek, ki ga je že takrat ob najdbi dr. Brodar opredelil kot harpuni podobno orodje. Jaz imam tukaj eno repliko, to je izgledalo približno takole. To je kos kosti z narejenimi zalustmi in z začetkom vrtanja luknje. Kot ena od zanimivosti, seveda, to res spominja na harpuno. Ampak je pa po drugi strani tako nenavadno oblikovana, da jo na noben način tako, kot je sedaj narejena, ne moreš pričvrstiti na palco za lov uporaben način. Tako da nekaj časa se je razmišljalo, da gre to za nedokončan izdelek, čeprav so pa te zalusti in pa špica so pa precej zaglajeni. Od česa so zaglajeni, ali od uporabe, ali med izdelavo, to se seveda ne da ugotoviti. Ampak pred nekaj leti je ta Jamnikov spodmol v tej dolini Poljane, na koncu vasi Kočna, in iz jame, izpred vhoda v jamo, je direktni pogled na tako imenovano kamnito poljansko babo. To je pa ta kamniti osamelec in en švicarski antropolog, ki se ukvarja z prazgodovinsko umetnostjo, je postavil tezo, ki je seveda ne moremo dokazati, ampak je pa vredna razmisleka in pa mogoče sprošča domišljijo. Da je takratni ta obiskovalec tega Jamnikovega spodmola ta skalni osamelec iz jame gledal in oblikoval neko stilizirano podobo tega kamnitega osamelca. Skratka, umetniško navdahnjen je bil. Začetek nekega umetniškega ustvarjanja. Tako da to je pač teza, ki vprašanje, če bo kdaj lahko popolnoma potrjena, ampak je pa, kot sva rekla, zanimiva za razmislek. Tu vas bi vprašal, kaj pomenijo te najdbe na tem območju gori za identiteto te občine? Ja, te najdbe so, vsaka najdba iz preteklega časa je zato pomembna, ker ljudem, ki danes živimo na tem območju, priča o preteklih časih, priča o tem, da nismo prvi, mogoče je to tudi opomin za naše obnašanje, pa naš odnos do narave, opomin, da nismo prvi na tem prostoru in da je ta prostor treba spoštovati. In pa seveda, da je bil ta prostor vedno primeren za bivanje, za ljudi, ki so se preko tega prostora gibali in so tukaj saj za nekaj časa najdli prostor, kjer so živeli. Kako se pa najdbe z gori umeščajo v širšo sliko Slovenije? Ja, v tem času, se pravi v času kulture epigraviten, kot sva rekla, se že tudi po širši Sloveniji pojavi kar nekaj teh epigravitenskih najdišč. To je ta čas zaključevanja ledene dobe, ko se število ljudi, saj po številu najdišč, ki jih poznamo, nekoliko začne povečevati, ampak ljudje še vedno živijo v manjših skupinah, selijo se iz enega območja na drugo območje. To so ljudje, ki še nimajo stalnih naselij, to so lovci, nabiralci. Se pravi, domneva se na podlagi pač številčnosti teh najdb, pa teh ostankov, ki za njimi ostanejo, da so bile to skupine z največ do nekaj 10 ljudi v skupini. To se pravi neke vrste klani, plemena. In ja, v tem obdobju je že v Sloveniji kar nekaj najdišč. Eno, naprimer, tukaj, če rečemo iz približno tega časa, to lahko pomeni tudi 1000
1500, 2000 let časovne razlike, ker tako natančno za toliko časa nazaj seveda ne moramo vedeti. Ampak eno od bližnjih najdišč oziroma prvo najbližje najdišču iz tega časa je pri Domžalah tako imenovana Babna jama. Tudi tam so iz tega časa najdbe. Ampak jaz bi vprašal, kaj vas obmisli, prej ste držali ta predmet v roki, kaj vas, če ga malo dvignete še, kaj vas obmisli, da držite v roki predmet, ki ga nekdo izdelal pred tisočletji najbolj gane? To ste mi pa zdaj postavil vprašanje, na katerega velikrat odgovorim tako, da se ljudje nasmehnejo. Ja, kar. Občutek, ko primaš, pa tukaj gre za repliko, ampak ko najdeš tak pravi predmet in veš, da ga 10 000 let ni nihče imel v roki, zdaj si pa ti prvi, ki ga primaš po tistem človeku, ki ga je izdelal in uporabil pred toliko tisoč leti. To je dobesedno neke vrste erotika. Res občutek, ki se ga težko opiše, ampak pravzaprav to ti daje neko zadovoljstvo za ves trud, ki ga človek vlaga, ko to išče, ki hodi po pokrajini in seveda dr. Brodar, s katerim sem začel sodelovati se pravi po odkritju tega Jamnikovega spodmola, vzel me je nekako za svojega učenca. Z njim sem hodil po celi Sloveniji, hodila sva gledati jame in on je velikrat rekel, od 100 jam, ki jih greš pogledat, jih 10 pride v poštev, da bi bile lahko mogoče prostor, kjer so se zadrževali ljudje. Ampak za teh je pa samo 1% možnosti, da bo eni nekaj najdeno. To se pravi, to gre res za iskanje res zelo majhne igle v veliki kopici sena. Za konec bi vas vprašal, če bi lahko en dan preživeli v kameni dobi v gorjah, kaj bi želeli, kaj bi vas najbolj zanimalo videti? Najbolj bi me zanimalo videti, kje se je kadilo, kar pomeni, da so bili tudi na tem mestu da je bila tudi na tem mestu še kakšna skupina ljudi. Da bi šel lahko po toliko tisočletjih poiskati to mesto in mogoče odkriti še tam kakšno njihovo sled. V redu, hvala. Hvala vam. Go.